Peči z žganimi glinastimi pečnicami so v kmečkih domovih na Slovenskem začeli postavljati verjetno že v 17. stoletju. No, v 19. stoletju so bile pa že splošno razširjene in to velja tudi za cerkljansko. Žal nismo našli informacij o starejših izdelovalcih peči, je pa znano, da so to delo opravljali zidarski mojstri, torej mojstri, ki so opravljali tudi druga dela zidarska, torej niso bili specializirani samo za peči. V drugi polovici 20. stoletja je bilo na Cerkljanskem kar nekaj teh zidarskih mojstrov, ki so se lotili tudi izdelave peči. V Cerknem sta bila to recimo Janez Peternelj, Debelakov Janez, potem Anton Magajne, Tinačev Tone iz Čele, potem recimo sta bila znana dva mojstra iz Šebrelj, oba sta se pisala Ozebek, Hribarsk in Ivonetov. Potem je bil mojster za peči tudi Janko Prebelj, Prvadenkar iz Pluženj. Pozneje je z izdelavo peči pričel tudi Videbajt iz Pluženj. Tudi Danilo Obid, Gričarjev iz Planine, je izdeloval peči in zidane štedilnike. Potem Janko Peternelj, Podzidar iz Gorenjih Novakov. Janko Jeram, Fajdelnov iz Poljan, on je povedal, da se je te obrti učil pri mojstru Janezu Peternelju, se pravi pri Debelakovemu Janezu. Pa gotovo je bil še kdo, ki je izdeloval peči. Dobro zgrajene krušne peči lahko zdržijo tudi več desetletij, vendar ob stalni uporabi seveda jih je potrebno prej ali slej obnoviti in tudi tukaj pri Volarju je bilo tako. Peč iz Bevkovega otroštva je bila po izgledu povsem drugačna. Imela je podolgovate zelene pečnice z lepim vzorcem. Pečnicam tukaj na Cerkljanskem so včasih rekli modavnice ali pa podavnice. Imela pa je tudi eno tako posebno stopničko tu zadaj na vogalu, ki so ji rekli čelešnk. To pa verjetno, ker so na ta prostor postavljali čelešnik, to je v bistvu tak kovan pripomoček, v katerega so vpenjali posebej obdelane trske, ki so služile za razsvetljavo. Peč je bila po drugi vojni že v precej slabem stanju, tako se spominja Bevkova nečakinja Jožica Purgar, ki je tukaj preživljala otroštvo, tako da jo je bilo potrebno obnoviti in so jo v bistvu na novo pozidali. Novo peč je pozidal Bevkov polbrat Justin, ki je bil po poklicu zidar in je živel v Kranju. Pozneje so verjetno peč še popravljali, imela je na koncu tudi vgrajene različne pečnice. Vendar, ko se je hiša urejala kot spominski muzej, torej okrog leta 1990, sama peč ni bila deležna nekih večjih posegov. V zadnjih letih smo se v Mestnem muzeju Idrija trudili, da smo vsaj enkrat letno oživili to Volarjevo domačijo in takrat smo tudi zakurili v peč in člani Turističnega društva Podkojco so v njej spekli kruh.
No, v zadnjem letu ali dveh je bila peč pa že v precej slabem stanju, tako da smo se odločili za obnovo, ker pač kurjenje ni bilo več varno. Peč smo na novo pozidali konec leta 2019. Pozidal jo je pečar Stanko Makuc. Muzej je poskrbel za organizacijo teh del, ki jih je sofinancirala občina Cerkno. Ob tej priložnosti pa smo se odločili, da bomo celoten postopek izdelave peči tudi dokumentirali, in tako je nastal ta filmski zapis. Začeli smo s podiranjem peči. Najprej bomo odstranili stari obok in potem še pečnice. Take pečnice, ki so pač tako zazidane, kot so te, se ne da ohraniti, tako da se bo vse skupaj odpeljalo na deponijo. Nato pa začnemo s temeljem nove peči in pa izdelavo podstavka in montažo prve kovalne šine v podstavek, za katero pridejo naložene nove pečnice. Danes začnemo z sanacijo podstavka za peč in montažo prve kovalne vezi v podstavek. Pač za to vez pridejo naložene pa pečnice, ta faza sledi po naslednjih dneh.
peči začenjamo z naslednjo fazo postavitve, se pravi montažo pečnic. Najprej je potrebno izdelati zunanji obod, se pravi keramični del, šele potem se nadaljuje z zidavo kurišča. Pečnice je potrebno vezati z sponkami in žico, tako vzdolžno kot pokončno. Obenem se z žico pretrjuje tudi vmesna vez, tako da peč potem ostane taka, kot je narejena, da prenese vse obremenitve, se pravi raztezanja in toploto.
Pri pozidavi peči so nekdaj uporabljali kamen. Še živeči mojstri pa so mi povedali, da so za velbanje peči, se pravi za izdelavo oboka, uporabljali bobovec, ki je bil v bistvu strešna kritina. V ta namen se je menda zelo dobro obnesel tudi cegel iz cerkljanske ciglarne, ki je delovala v Cerknem v letih od 1948 do 1953 in sicer za potrebe obnove. Se pravi, kadar so kje podrli kakšno stavbo, ki je bila zgrajena iz te opeke, so pač ta material uporabili za izdelavo peči. Dober kremenčev pesek, ki so ga tudi potrebovali, pa so baje kopali v Novakih, v tako imenovanem Potoškem prugu. Pozneje so se začeli uporabljati drugi materiali, uveljavil se je šamot, ki se še danes uporablja pri izdelavi peči. No, pečnice so pa nabavljali pri znanih pečarjih v Vodicah, Lukovici in Mengšu. Danes nadaljujemo z izgradnjo peči. Predhodno smo do konca pozidali kurišče, montirali oziroma položili smo dno kurišča, postavili opaš oboka kurišča in danes nadaljujemo z izgradnjo oboka. Obok, kot vidimo, se zida z leve in desne strani. Opeka se polaga po določenimi koti. Ko pride zadeva do sredine, nastane prostor za klin, katerega izrežemo na licu mesta oziroma po meri in ga vstavimo v sredino. Ko je ta zadeva zaključena, se na vrh oboka izravna površina, položijo se še zaključni simsi na zadnjo kovano vez v peči, na vrh se položi estrih in zadeva je zaključena. Vse faze so zahtevne, jaz pravim. Vse sorta stranke na trofiš oziroma dika, če je nit pejč, marsikjer reče, pa stavk bom naredil sam, pa ne vem še ki. Jaz pravim, tako če boš pa stavk naredil narobe, ali bo cela pejč šla narobe, do vrha. Ali bo spodvinklna, ali ne bo pravih mer, glede na dimenzija telih polavnic, ker pač te zadeve so dimenzionirane na določene centimetre in najljubše je, da se pa en stran vse pogreje do konca, tako da jih ni treba ne žagati, ne doštukavati na konc. In pol zahtevna je tudi pač sama postavitev teh pečnic oziroma polavnic, molavnic, ker najprej, kot sem rekel, se zida zunanji obod,
tu je rekel, peč je kot keramična lonca, ne. Zunaj je povsem cela keramična, tako da notranje korišče je povsem lačeno od zunajnega dela. Tu je pomembno tudi zaradi tega, ker pač noter so velike temperature povzročijo raztezke peči in da se pa tu naprenaša tako hitro na zunanji del, pa da peč okoli ostane čim več cela in nepoškodovana, brez kakšnih razpok, je pač potrebno te dve zadeve lačiti, nekako. In vmes je treba en prostor za eno dilatacijo, kot se zdaj reče, vzpostaviti, tako da pač se ti raztezki prenašajo nekako v notranjosti bolj, da je zunaj zadeva čim bolj ostane, tako kot je narejena. Pač v Elbi je pa tudi zahtevna gradnja, ne? Zelo zahtevna, tako da jaz ne bi zaupal, prav če zbegnemo, da namesto mene kakšen cigel vdene noter, ker če ga ni namazal ali pa da se mu je prdilo pač nekako promoknil, da se na te šihta drujmu, oziroma da ni vmes malte in da ni preliman ta drujmu, pa tu nagreha. Če en cigel, v tem Elbu je približno enih 150 šamotnih ciglov, če en cigel ni pritrjen noter tako, kot mora biti, se pravi vzidan, zamaltan, tako kot mora biti, če se en cigel ven izloči ali pa pač pade v korišče, se poruši kompletna ta statična trdnost tega Elba in se peč pa dere, oziroma najprej se na vrhu lekne, se pa sede, pa so pa še drugi problemi, ka pač pride zaradi kurjenja. Tako da... A poznaš tudi drug pomen izraza peč se je pa drla? Tu pa ne vem. Ne? To so včasih rekli, pri sosidu se je peč pa drla, kadar so otroka dobili. Tu sem pa, ja, slišal sem, ja, spomnil se nisem. Šamot se bolj hitro ohreje, bolj akumulira, kamen se je bolj pa časov ohrel, tako da je primerljiv z, recimo, količina drv, ki se jih pa kur v tej tanav peč, ali pa v ta stari, ki so bile prej, je dosti manjša. Drv je treba dosti manj za zdaj ohreti ta peč kot ta stara. Tako da je treba kar prepričati ljudi, oziroma pa časov jih uštimati, da pridejo, da tiste ta prave mere, za zakuriti peč. Predvsem je pa pomembno od začetka, kako začeti s kurjenjem. Pa navad že jaz ta projekt zakurim sam, ka pa derem fršolnega od Elba ven, tako da se pal tisti dan že ima zakur. Pal pa uštimam gospodin ali pa gospodarji, pač tisti, ka kuru peč, mu uštimam primerna količina drov za več dni naprej za zakuriti. Pa vem mu tudi, kako mne je kur. Od začetka recimo pa ima par dni zaporedoma, ka se peč začne že griti, je treba pa lih ima pa čakati vmes, da se peč ohladi, da jaz pravim tako, da bi pa času tiste raztezki. Tu, kar smo prej govorili, kako je narejeno, da je notranji del lačen od zunajnega in tako dalje, tu je pomembno pa pri tem kurjenju, da se ta zadeva tudi dejansko spravi v funkcionalnost, če smo že naredili tako. Jaz recimo, vsaka peč, ki jo naredim, lahko mu popognjev tudi pa derem, sam. Ka lahko sam zakurim noter preveč, in pride do hitrega ohrevanja, pri
kurjenju je pa tako, da se notranji del najprej ohreje. Se pravi, da se tudi notranji del najprej razširi. Patle se vse zadeva prenese še na zunanji del. In če se prehitra zakur, se notranji del preveč ohreje, pa pritisne na zunanji del in pahne pečnice ven. Zaradi tega pride pa da razpok na pečnicah, pa na površini peči na vrh. Jo glavca boli,